Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Kot veste, se je nekaj dni nazaj v eni od mariborskih enot, ki skrbi za upokojene državljanke in državljane, zgodil en incident, ko sta se dve varovanki sporekli. No, jaz sem seveda, zdaj, ko se je nekoliko prah polegel, ko se poškodbe celijo, se vseeno odločil, da obiščem to ustanovo in da se malo pomenimo o tem, oziroma da mi povejo več, ali se to dogaja pogosto, ali je to osamljen primer. Zato je ob meni direktor, gospod Marko. Gospod Marko, pozdravljeni. Ja, dober dan, naj povem, seveda, novinarsko poročilo je bilo, da je huda poškodba, vsak zvin zlom je to, ne, za našo varovanko, ki je bila pač poškodovana v tem prepiru, je vse v redu in tudi bo vse v redu. Dajmo bolj pozitivno v tem času gledati, ne, je pa to preprosto tak, vsaki firmi prije do prepira, dosti ljudi na malem prostoru tu živi in seveda pride do konflikta, ne, interesov, bom rekel, ne. Zdaj, tu je pač interes bila oseba A, B, C v tem primeru varovanki in pač je prišlo do tega, kar si seveda ne želimo, je pa nekaj res, da zdaj, seveda, če bi varovanci bili bolj stabilni in to sploh ne bi bilo omembe vredno, tako pa gre za starejše ljudi, ki pa vseeno kažejo voljo še do življenja. Jaz gledam na to tak, ne, dok je v njih ta energija, pa Bog ne daj nekaj hujšega, sem jaz vseeno vesel, ne, ker važno je, da so živi, če razumete, ne. No in zdaj tukaj tudi gospa, ki ne želi biti imenovana. Ja, prosim, brez imena, veste kaj, da ne bo sin zvedel, da z njaz bila. Dobro, povejte, kaj je pravzaprav bilo jabolko spora tukaj? Najprej za začetek naj povem, da je ona 20 let mlajša kot jaz. In nekaj še moram povedati, Fonza je z moje strani rezerviran že zadnja 3 leta, v kar jaz ogromno truda vlagam. Imamo pa pravila določena, ki jih je pač ta dotična kršila in jih krši v eno in nekdo je mogel stvari pač urediti. Pravila, gospa? Ne, napisano pravilo, tako se reče. Dobro, zdaj najboljše, da mi gremo na čaj, vse bistvo. Pa če bi samo še o teh pravilih, gospa? Glejte, ona krši pravila. Pravilo je tako, da ko si na terenu, ko se dela, imaš zobe not. Vsa terenska dela, ki se opravljajo, imaš zobe. Dobro, zdaj pa dajte, no, prosim lepo. Mislim, ne bi jaz zdaj rad cirkusa z tega delo, ker bo sin zvedel. Plus tega, tudi če imaš zobe not, ni dovoljeno. Dobro, hvala. Gremo na čaj. Dobro, hvala lepa za vaš čas, do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.